Najraje igram športne igrice, kot so na primer nogomet, boks, karate. Na igricah se v bistvu sam družim s prijatelji, pa za zabavo igram igrice, drugače jih ne igram tako veliko. Rada pa igram s prijateljicami tudi eno igrico, ki moraš 99 noči preživeti v gozdu. Po šoli ponavadi, ko prijem, naredim nalogo ali pa se naučim snov in pol grem lahko igrati sam ali pa s svojim očem. Jaz igram na kompu pol ure na dan. Na telefonu 45 minut. Na PlayStationu 1 uro in 15. Raziskave kažejo, da mladi videoigre največkrat igrate na tablicah in telefonih, v povprečju kar 8 ur na teden. Všeč mi je, ko pač nekako pozabim na šolo in se sprostim. Meni igranje igric pomeni, ne vem, zabavo, sprostitev, čas za prijatelje, za družbo in tako. Kdaj si pa začel igrati in kako to, da se snimaš? Z igranjem sem začel, ko sem bil star 13 let. Snemati sem se pa začel dejansko iz samega veselja do snemanja in to me je že od nekdaj veselilo in pa sploh interakcije z ljudmi na internetu in sem pol to dvoje v bistvu združil v eno in se zdaj lahko s tem zadnje 2 leti ukvarjam tudi profesionalno, kar se mi zdi, da je kar super. Ko rečem, da grem igrati igrice, starši rečejo, da naj malo igram, da ne smem preveč, ker to ni dobro za moje možgane. Negativne stvari igric so, da se lahko v bistvu se spojiš z njimi in skozi več igraš. Pa je igranje videoiger vse, kar počneš? Ne, sploh ne. Ukvarjam se tudi z driftom, tako da že zadnje 2 leti hodim z avtom na progo in sem tudi v svetu motoršporta, tako da je neko zdravo ravnovesje med igranjem iger in še nekih drugih stvari, ki me veselijo. Opa, nekdo nas strelja iz tukaj. Meni to ne gre najbolje. Če pa videoigre igramo zmerno, imajo za nas kar nekaj koristi. Učijo nas razmišljati strateško in se hitro odločati. Pomagajo pri urjenju mišljenja in spominu. In ker jih velikokrat igramo s prijatelji, to pomeni tudi, da se učimo sodelovati. Samo še enkrat.